To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Po prvem krogu vpisa na srednje šole smo preverili, kakšno je zanimanje za poklicne in tehnične smeri v Pomurju. Politiki in strokovnjaki o poklicih prihodnosti. V nedeljo bo v Puconcih potekala 23. biciklijada. V oddaji iz našega studia bo gost pomurski poslanec Damjan Bezjak-Zrim. In še vreme, jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Zaključen je prvi krog vpisov v srednje šole. V pomurskih poklicnih in tehničnih šolah smo preverili, kakšno je zanimanje dijakov za nekatere poklice. Za poklic mehanika, kmetijskih in delovnih strojev se je v pokrajini ob Muri zanimalo premalo bodočih dijakov za izvajanje programa. Letos smo tudi dali zaprosilo za pridobitev novega programa, ki bi naj bil na dan 2.4. 15 kandidatov. Žal nam to letos ni uspelo, prijavljenih je bilo samo 7 kandidatov. Ravnateljica največji razlog pripisuje premajhni promociji programa. Najtežje je to, ker smo dobili komaj program odobren 19. decembra, takrat pa smo že zaključili v glavnem z vsemi tržnicami, promocijami na terenu. Kaj pa je razlog, da se mladi v Pomurju, ki je še zmeraj kmetijsko središče, ne odločajo več za poklic kmeta? Mogoče je danes veliko te tehnologije, mlajši se zanimajo za druge stvari, za računalnike, za bolj takšno strojno delo. To kmetijstvo še mogoče ne omogoča takšne tehnologije še za enkrat. Je dosta fizičnega dela, mentalno te tudi izmuči. Poklic kmeta ni enostaven, ampak menim, da ga premalo izpostavljamo oziroma pomembnost njega. Po mojem vpliv starejših, to razmišljanje, da naj pustimo kmetijo in gremo delati v mesto, ali kaj takega, pač vpliv starejših, ki mislijo, da bomo imeli boljše življenje, če bomo šli delati v kakšno večje mesto. Na srednji poklicni in tehnični šoli so vpisi zadovoljni. Stanje je podobno kot lansko leto, malo je manj vpisa, razporejeno je malo drugače kot ponavadi. Vse programi so zadovoljivi, avtosrediser je pač malo čez en oddelek, tukaj bo sigurno potrebna omejitev. Najbrž je k navdušenju nad slednjim programom pripomogla še nova pridobitev Audi Q8. To je pridobitev za visoko tehnologijo. Jaz upam, da bodo dijaki, ki bodo prihajali in ki so tukaj dobili čim več uporabnega znanja na področju diagnostike. Kaj pa kaže dejansko stanje na trgu dela? Tako kot vse povsod že gledamo, da je na trgu delovne sile velik primanjkljaj pri večini poklicev, med njimi tudi avtomehaniki, monterji raznorazni in pa tudi poklici na področju kmetijstva. A tudi statistika podjetij, ki jo pripravlja Zavod za zaposlovanje, je zgovorna. Dejansko ugotavljamo, da že več kot polovica delodajalcev težko zapolni potrebe po prostih delovnih mestih in da se sooča z pomanjkanjem delovne sile. Medtem ko stroji postajajo pametnejši, ostaja vprašanje, kdo jih bo še pripravljen popravljati ali pa voziti traktor na polje. Trg dela čaka, a mladi iščejo drugo pot. Politiki in strokovnjaki so na posvetu Poklici prihodnosti razpravljali o prihodnjih izzivih in priložnostih na področju izobraževanja in trga dela. V organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije se je odvil posvet Poklici prihodnosti. Sodelujoči so poudarili, da se z razvojem umetne inteligence, avtomatizacije in zelene tehnologije trg dela hitro spreminja. Temelj za poklice prihodnosti je podatkovna pismenost, pomembno vlogo pa že igra tudi umetna inteligenca. Pa vidimo, da nas vse skupaj obkroža umetna inteligenca. Ta umetna inteligenca se potem pretvori, če tako rečemo, podatkovno zbirko, obvladovanje teh podatkovnih zbirk, in pa nenazadnje smo družba. Ta družba 5.0 pa povezuje vse.
človeka je potrebno postaviti v središče in okrog njega pa zgraditi to tehnološki napredek, uporabiti vse za naše, skupno, kot rečeno, prihodnost. Na posvetu so izpostavili, da mora izobraževalni sistem učinkoviteje odgovarjati na potrebe trga dela. Gospodarstvo pa mora aktivno sodelovati pri oblikovanju izobraževalnih programov ter spodbujati razvoj talentov. Eno je izobrazba, drugo je pač nek poklic. Gotovo je treba pospešiti znanje iz univerz v gospodarsko sfero oziroma širše v družbo. Tukaj lahko veliko prispevamo. Na nekaterih področjih to poteka zelo uspešno, drugje nekoliko manj. Predvsem bi rad izpostavil to potrebo po metih veščinah, predvsem družba 5.0 je tukaj pomembna vrednota, ki jo bi mogli graditi. Kljub tehnološkemu napredku pa se pri številnih poklicih pojavlja pomanjkanje kadra in s tem povezane težave. Povpraševanje je pa v resnici po tistih poklicih, kjer je ali treba delati z rokami, ali skrbeti za druge, ali pa so slabo plačani. Tukaj imamo pa velike težave. Se pravi, ko se pogovarjamo o poklicih v raznih obrteh, prenavljanju domov, polaganju ploščic, tako naprej, tam imamo veliko težavo. Politiki in strokovnjaki se strinjajo, da bo v prihodnosti izjemno pomembno sodelovanje med tehniki oziroma naravoslovci in humanisti oziroma družboslovci, timsko delo pa bo nujno. Na kolo za zdravo telo lahko povemo za dogodek, ki že 22 let v Puconce privablja kolesarske navdušence. O 23. biciklijadi pa nam bo več povedala naša gostja Sabina Sočič iz Športne zveze Puconci. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, Športna zveza Puconci tudi letos pripravlja rekreativni kolesarski maraton. Tako je. Maraton je že 23. po vrsti, tako da ima zelo bogato in dolgo tradicijo. Nekako nam uspe vsako leto privabiti veliko število kolesarjev, ki so zadovoljni. Na našem maratonu se lepo imajo in se potem radi vračajo in to je tudi motivacija, da ga pač vsako leto organiziramo. Se spomnite še začetkov, tistih prvih maratonov? V začetku sem bila kot neki pomagač preko športnega kluba Triglav, ki je bil začetnik in sam pobudnik tega maratona pa je bil Janez Lipič, on je učitelj na osnovni šoli v Puconcih, tako da velika zahvala pripada njemu za organizacijo tega maratona, tudi on je v bistvu takrat še sedaj kolesaril in je svojo ekipo pripravil vse te proge, katere se sicer malce spreminjajo iz leta v leto, ampak koncept pa ostaja tisti njegov. Je ta rekreativni kolesarski maraton primeren za različno telesno pripravljenost? Pripravljate več prog? Tako. Prav zato, da privabimo čim več kolesarjev, imamo različne proge, različnih dolžin, tako da se lahko udeležijo tisti zares pravi kolesarji in rekreativci, ki pač vsake toliko časa malo sedejo na kolo ali pa sploh ne, pa tudi predvsem najkrajša proga je namenjena otrokom, osnovnošolskim otrokom, katere želimo privabiti na kolo oziroma na splošno jih privabiti v šport. Tako da imamo proge, ki so v dolžine 17 km, to je ta za rekreativce, za družine, za otroke, za mogoče starejšo populacijo. Potem ena srednja proga, 30 km, ima malo nekaj vzponov, je že malo bolj razgibana, seveda se vmes ukrepčajo na ukrepčevalnici, lahko kaj popijejo, pojejo, podružijo, predvsem je tudi smisel tega maratona druženja. No, za te prave kolesarje pa imamo 56-kilometrsko progo, ki ima kar nekaj malo bolj pikantnih vzponov, tako da njim je kar zanimivo in predstavlja en izziv. In se kolesarji radi udeležijo te proge, ker je tudi lepa narava, neokrnjena, poteka po celem Goričkom, v bistvu naše občine, puconske občine in tudi malo prestopi bregove Moravske občine in na Goričkem še. Goričko je kar hribovito, zato pripravljate tudi progo za gorske kolesarje. Tako. To smo uvedli lansko leto, predvsem zaradi
povečanja zanimanja za gorsko kolesarjenje, oziroma zdaj so že različne kombinacije kolesarjev, da ni proga neka težka, ampak poteka po gozdnih poteh, malo po makadamu in je pač namenjena tej vrsti kolesarjev. Proga sicer ni tako dolga, je 23 kilometrov, ima prav tako postojanko na Voneči, kjer se lahko tudi kolesarji ogledajo na novo pridobitev občine Puconci, to je hostel z nočitvami, tako malo tudi promocijske narave. Ta proga je sicer krožna, pa poteka bolj kot skupinska vožnja, ker ni toliko spremljevalnih vozil na tej progi, ker pač je makadamska. In tu pač prav tako apeliramo na kolesarje, ki naj se pač bolj družabno vozijo. Vseeno gre za rekreativni kolesarski maraton. Zdaj 4 različne proge so. Kaj opažate, za katero progo je ponavadi največje zanimanje? V bistvu je kar za vse, no. Tako različno. Zdaj, ko je lepo vreme, je v bistvu največ na najkrajši progi, ker se potem udeleži veliko število otrok. Tudi osnovna šola nam pride tu nasproti, organizira pač preko šole, tako da učitelji grejo z njimi, lahko tudi seveda starši, in jih tudi tako navdušujejo malo za šport. In potem je tudi večje število rekreativcev. Ko pa je vreme malo ni tako sigurno, potem pa se poveča število, mislim, je največje število na najdaljši progo, ker pač tisti, ki srcem kolesarijo in pa želijo kolesariti, se peljejo v vsakem vremenu, ne. Vašo biciklijado bodo popestrili tudi prpraši. Kdo so to? Prpraši nam vedno popestrijo biciklijado, to je skupina kolesarja, v bistvu z starodobniki, s starimi predelanimi motorji, katerim so dodali motor na kolo. Prpraši imajo tako imeno, ker pač malo brnijo, pravijo one. So zelo dobro organizirana skupina, ki skrbi tudi za promocijo občine, se oblečejo tako malo v določena taka stara obleke s klobuki in oni v bistvu otvorijo ta maraton skoraj vsako leto pri nas, kar smo njih hvaležni, ker so tudi tako prinesejo tako pozitivno klimo. Poleg njih pa imamo letos še eno zanimivost, enega umetnika, ki živi v Puževcih, Mate Fok, in sicer je madžarskega rodu. On je pa sam predelal kolo v trikolesnik z samih naravnih materialov in je tako zelo zanimiv za oko in pravi, da se bo peljal na mali maraton 17 kilometrov, potem pa bo še predstavil, kako je v bistvu sam izdelal to kolo, oziroma trikolo, kako se pač reče, to vozilo. Torej poskrbite tudi za to, da je na biciklijadi kakšna atrakcija in seveda vzporedno bo potekal tudi spremljevalni program in še en poseben dogodek. Tako, spremljevalni program bo potekal na dvorišču osnovne šole Puconci, kjer potekajo tudi prijave, tako da prijave so že od 8:30 naprej. Sam štart bo pa pred občinsko stavbo oziroma pred trgovino v Puconcih, ker je pač tam tudi na cesti več prostora. Potem pa, ko se kolesarji vrnejo, se spet vrnejo na prizorišče prijave, to je na dvorišče osnovne šole, kjer je tudi pokrit šotor v primeru takega drugačnega vremena, kjer jih čaka topla malica, pijača, za katero bodo skrbeli gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Puconci, ki nam tudi vedno pridejo na pomoč. In tam bo tudi potekala tržnica domačih izdelkov, katero pripravlja Razvojni zavod občine Puconci, tako da si bodo obiskovalci lahko kupili kakšne izdelke z občine, prinesli domov ali se tam kaj pojedli mogoče. Je vedno tako tudi lepo obiskana, tako da bodo različne stojnice. Torej, za konec povabilo kolesarjem, kje in ob kolikih bo štart? Tako vabim vse kolesarje, obenem jih prosim, naj se držijo cestno-prometnih predpisov, ker so pač vključeni v promet. Cesta ni zaprta, sicer je varovana na vseh odsekih, ker bi se tudi za to zahvalila našim predvsem gasilskim društvom in športnim društvom, ki nam vedno pomagajo, tako da so kolesarji varni na cesti. Vendar je vseeno problem, ko nek kolesar pobegne ali se pač odcepi od skupine, ne, tako da varovane so predvsem skupine. Štart je ob 10:30 izpred občinske stavbe, prijave pa se uredijo kako uro ali dve prej na igrišču pri osnovni šoli Puconci. Tako upajmo, da nam bo vreme letos služilo in vabljeni vsi
kolesarji, obiskovalci, ki se želijo podružiti v občini Puconci. Sabina Sočič, predsednica Športne zveze Puconci, hvala za vaš obisk v studiu in želimo vam, da vaša biciklijada pritegne veliko kolesarskih navdušencev. Najlepša hvala. V oddaji iz našega studia bo pomurski poslanec Damjan Bezjak Zrim med drugim izpostavil tudi kmetijstvo na Goričkem. Mi na Goričkem se zavedamo, kako težko je po teh hribih kmetovati, kajti tudi jaz sem večkrat jezen na moje kolega poslance v Ljubljani, ko vsi, ja, pri vas je pa vse ravno, ja, pridite na Goričko, boste videli, ni vse tako kot to Mursko polje tukaj, ampak so kar izzive in zato res poskušamo največ iz tega iztržiti. Tudi ampak spet Natura 2000 smo seveda spet omejeni in se moramo znotraj tega kroga znajti, kako delovati. Poglejmo še napoved vremenoslovcev. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami. Jutro je bilo oblačno s plohami. Opoldne so v Murski Soboti in Krajinskem parku Goričko namerili 10, v Radencih 11, v Lendavi pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na vzhodu bo po večini suho, drugod bodo občasne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 8, najvišje dnevne od 13 do 14 stopinj Celzija. V četrtek in petek se bo nadaljevalo oblačno vreme, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 7 in 8, čez dan pa med 11 in 15 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!